Za vse, ki bi želeli še staviti, pobiramo še zadnje stave. Srečanje na modrem terenu se je že začelo. Srečanje na rdečem se bo ravno kar začelo. Od tistih, ki boste stavili pravilno, bomo izrebali enega zmagovalca, ki dobi zastonj pijačo. Torej, vsi, ki želite staviti, tukaj vas čaka kartonček in škatlica, v katero odložite svoje stavne lističe in izmed teh bomo izrebali nekaj oziroma zmagovalca oziroma nekaj zmagovalcev. Evo ga, hvala lepa.
Trenutek za zdravje na modrem terenu. Najmočnejši člen ekipe Ziper ima rahle težave zdravstvene, ampak verjamemo, da se bo pobrala in nadaljevala, dokler bo lahko. A vse do meje poškodbe. Najprej zdravje, pol pa zmaga, pravijo. Na rdečem terenu pa že dobljen prvi set in sicer 15-9 za Skormot, ali kako smo že rekli, da je. In zaključen prvi set. Tudi na modrem terenu Ziperju ni uspelo presenečenje. Ljubljenice so bile v prvem setu premočne, suvereno do zmage, čeprav je bil rezultat dokaj blizu. In Ziper je povedel 3-1 v drugem setu. Medtem ko na rdečem terenu še vedno zmagovalci prve skupine suvereno nadaljujejo 6-5.
prvič povedla v tem setu s 6-5 proti Zitorju. Blok, Silver on the net. Čakamo na počasen posnetek. Tako blizu, a tako daleč. Na rdečem terenu pa že prva meč žoga. In to je to, suvereno so se v polfinale kot prvi uvrstili Hornot z zmagami v 2 setih proti Šedovrh. Čestitke obem ekipam, Šedovrh za uvrstitev in Hornot za uvrstitev v polfinale, Šedo pa za uvrstitve v play-off. Vabimo pa, da gredo na ogrevanje že ekipa Gin in ekipa Drinkers. Torej na rdečem terenu vabimo ekipo Gin in ekipo Drinkers, da začnejo z ogrevanjem. In vse, ki bi radi stavili na eno ali drugo ekipo v tem dvoboju, vabimo, da oddate svoje stavne lističe v malo kartonasto škatlo pri šanku. Vmes pa lahko naročite tudi kakšno pivo, če ne verjamete, da boste ravno zagledali glavni dobitek. Kakšna borba na modrem terenu, ne grem na kolena, včasih pa tudi za točko Ziperja, če je treba. Enajst proti 11. Lubenice z izredno lepim udarcem povedle na 12 proti 11. In to je
znak našega organizatorja. In še ena točka, ali je to mogoče? Ziper vodi 13-12 v drugem setu. Ja, lepo izenačenje strani Lubenic. Zelo dobro. Lep udarec. Lep zaključek, točka zaslužena. In izenačenje na 14-14 v drugem setu. Izredno tesna partija, presenetljivo. In zopet tehnično dovršeno Lubenice. 15-14. Zadnji posvet. Taktični timeout. Nič ne prepuščajo na ključev. In to je bilo premočno za Ziperje. Lubenice v drugem setu pripeljale četrtfinale do konca in se uvrstili v polfinale. Zasluženo, ampak s težkim bojem. Sedaj pa mislim, da je čas, da vpišemo drugega polfinalista. To so Lubenice, ki se bodo pomerile z Skorno.